Iz življenja vesoljne cerkve. Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali pogovor s škofom Antonom Jamnikom, ki se je minule dni udeležil spomladanskega zasedanja škofov iz Evropske unije. Med drugim smo ga vprašali, kako škofje komentirajo oboroževanje Evrope. Najprej pa še nekaj drugih aktualnih novic. Z vami sva Blaž Lesnik in Marta Jerebič. Tiskovni urad Svetega sedeža je v četrtek objavil koledar bogoslužnih slovesnosti, ki bodo v Vatikanu potekale za Veliko noč. Ob tem je zapisal, da bo od papeževega okrevanja odvisno, ali bo morda prisoten na katerem od obredov. Frančiškovo okrevanje bo trajalo vsaj 2 meseca. V teh dneh pa po besedah vatikanskega državnega tajnika, kardinala Pietra Parolina, v domu Svete Marte ne sprejema ljudi, ampak se posveča samo gibalni in dihalni fizioterapiji, molitvi in drugemu delu. Vodja medicinske ekipe, ki je v bolnišnici Gemelli skrbela za papeža, zdravnik Sergio Alfieri, je za italijanski dnevnik Corriere della Sera povedal, da je bil sveti oče nekajkrat na robu smrti. Najhuje je bilo 28. februarja, ko se mu je zdravje nenadoma močno poslabšalo. Več Marjana Debevec. Papež je zadnji februarski dan doživel bronhospazem in se začel dušiti. Prosil je za pomoč in zašepetal: hudo je. Dr. Alfieri je povedal, da je bil to najtežji trenutek, saj bi sveti oče lahko tudi umrl. Mnogi so zajokali, ko so ga videli tako trpeti. Zdravniška ekipa je bila pred odločitvijo, ali papeža pustiti oditi ali ga zdraviti in s tem tvegati poškodbe drugih organov. Odločitev, da ga na vsak način poskušajo rešiti, je sprejel papežev osebni zdravnik Massimo Strapenti, ki mu je Frančišek zaupal vse zdravstvene odločitve. Sveti oče je bil po Alfierijevih besedah ves čas krize priseben, zavedal se je svojega stanja in je želel, da o njem obvestijo tudi javnost. Več dni so se bali poškodb ledvic in kostnega mozga, nato pa je telo začelo odgovarjati na zdravljenje in se je pljučna okužba umirila. Drug kritičen trenutek je bil, ko je papež med jedjo vdihnil hrano. Tudi takrat so mislili, da ga bodo izgubili. Zdravnik Alfieri je pri tem izpostavil veliko moč molitve in povedal, da je bil papež zelo sodelujoč bolnik. Vsa zdravljenja je sprejemal brez pritoževanja. Takoj, ko je bil bolje, se je povrnil njegov značilni humor. Ko ga je dr. Alfieri neko jutro pozdravil: dobro jutro, sveti oče, mu je odgovoril: dobro jutro, sveti sin. Pogosto je osebju hudomušno dejal: še sem živ, ter nato dodal: ne pozabite živeti in ohraniti dobro voljo. Če je bilo le mogoče, se je z vozičkom premikal po hodniku in se srečeval z drugimi bolniki. Nekega večera je enemu od zaposlenih dal denar, da bi kupil pico za vse, ki so ga tisti dan oskrbovali. Papeževo telo je po zdravnikovih besedah sicer izčrpano, njegov pa je kot 50-letnika. Po vrnitvi v dom Svete Marte so mu zdravniki predpisali 2 meseca počitka in nadaljevanje terapij. Ko se je papež Frančišek prejšnjo nedeljo prvič po več kot 5 tednih pojavil na balkonu klinike Gemelli in so bile vanj uprte televizijske kamere, je najprej nagovoril in pohvalil gospo z rumenim šopkom. Več Marcel Krek. Kot so pozneje poročali vatikanski mediji, je bila to 78-letna Italijanka po imenu Carmela Mancuso, za prijatelje Karmelina, upokojena učiteljica iz Kalabrije, ki pa že 6 let živi v Rimu. Ljudem, ki se zdravijo v bolnišnicah, pogosto prinaša šopke rož. V zadnjih tednih je najmanj 10-krat prinesla šopek cvetja na kliniko Gemelli in papežu Frančišku na ta način zaželela čim boljše okrevanje. V pogovoru za vatikanske medije je poudarila, kako je bila ves čas prepričana, da bo papež kljub življenjsko nevarni bolezni preživel in tudi ozdravel. Papež je to drobno prijazno gospo verjetno opazil že na eni od številnih sredinih splošnih avdienc, kamor vedno prinese cvetje.
Zame so kot terapija, je povedala Karmela, barvna terapija, ki spremlja moje molitve. Te izroča Bogu za vse bolnike, še toliko bolj pa za papeža. Cvetje je kot molitev, sporočilo in terapijo prvič uporabila v otroški bolnišnici Bambino Gesù. Kot se spominja, se je tam zdravila 3-mesečna deklica, ki je čakala na težko operacijo. Njeno teto je spoznala v cerkvi Božjega usmiljenja, ki se nahaja v neposredni bližini trga Svetega Petra. Operacija je bila uspešno opravljena in Karmela je v zahvalo prinesla rože. In tako je začela prinašati šopke, ki jim vedno doda še kartico s sporočilom in prošnjo za blagoslov. Zadnji mesec so bile zlasti za papeža. Po navedbah vatikanskih medijev je papež šopek rumenih vrtnic gospe Karmele odnesel v baziliko Marije Snežne, kjer jih je izročil kardinalu Rolandasu Makrikasu, ta pa jih je v papeževem imenu položil na oltar pred znamenito Marijino ikono Marije, rešiteljice rimskega ljudstva, ki jo Frančišek vedno obišče pred vsakim potovanjem v tujino in ob vrnitvi v Vatikan. Jezuiti so 12 redovnicam, ki nekdanjega slovenskega jezuita in verskega umetnika Marka Rupnika obtožujejo spolnih in psihičnih zlorab, poslali pismo k povabilom k pogovoru. Novico je za ameriško tiskovno agencijo AP potrdil nekdanji Rupnikov predstojnik in visoki predstavnik jezuitov v Rimu Johann Verscheuren. Povedal je, da so pismo poslali, da bi izvedeli, kaj žrtve potrebujejo in kako jim lahko pomagajo. Kakršnakoli morebitna odškodnina bo po njegovih besedah odvisna od posameznika. Vatikan se sicer za Rupnikov primer pripravlja na sojenje. Prefekt Kongregacije za nauk vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, je minuli teden pojasnil, da je njegov urad zbral in preučil vse potrebne informacije, zdaj pa oblikujejo sodišče za obravnavo primera. Poudaril je, da iščejo sodnike z določenimi lastnostmi, saj gre za zelo medijsko izpostavljen primer in da so pripravili seznam kandidatov. Nekateri so že sprejeli nalogo, drugi pa še razmišljajo. Medtem je minuli teden v Vatikanu potekalo plenarno zasedanje Papeške komisije za zaščito mladoletnih. Papež je sporočilo udeležencem podpisal, ko je bil še v bolnišnici. Papež je članom komisije zapisal, da je njihovo služenje kot kisik za krajevne cerkve in rodovne skupnosti, kajti kjer je otrok ali ranljiva oseba varna, tam služijo in častijo Kristusa. Ob tem je poudaril, da preprečevanje zlorab ni odeja, ki jo je treba razgrniti za nujne primere, ampak eden od temeljev za izgradnjo skupnosti v zvestobi evangeliju. Prosil jih je, naj rastejo v skupnem delu z dikasteriji rimske kurije. Žrtvam naj ponudijo gostoljubje in oskrbijo njihove duševne rane v slogu usmiljenega Samarijana. Poslušajo naj z ušesom srca, tako da vsako pričevanje ne bo naletelo le na izpolnjevanje obrazcev, temveč na globino usmiljenja. Graditi morajo tudi zavezništva zunaj cerkvenimi resničnostmi, civilnimi oblastmi, strokovnjaki, združeni, tako da zaščita postane univerzalni jezik. Ob koncu pa je papež zapisal: V teh 10 letih ste zgradili varnostno mrežo v cerkvi,